V zadnjih izdihljajih letošnjega poletja, ko je bilo zunaj prijetnih 26 stopinj Celzija, le redki razmišljajo o prihajajoči zimi in zimskih voznih razmerah. A ne glede na klimatske spremembe, lahko napovemo, da zima zagotovo pride. Vprašanje je le kdaj in kako silovito. Vse nove pnevmatike naj bi bile dobre, tako seveda trdijo izdelovalci. Naše dolgoletne izkušnje so malce drugačne. Na testu, ki ga AMZS upravlja tudi visoko na severu in v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in nekaterimi uporabniškimi organizacijami, se pogosto izkaže, da je najtežje zasnovati in izdelati pnevmatiko, ki bi bila zelo dobra prav na vseh področjih in pri vseh lastnostih, ki jih vozniki pričakujejo od pnevmatike. Na testu zimskih pnevmatik na primer temeljito preizkusimo lastnosti na suhi cesti, na mokri cesti, na snegu in na ledu. Ugotovimo pa tudi njihovo glasnost, preverimo obrabo oziroma število prevoženih kilometrov in izmerimo porabo goriva. Čarobna beseda in zahteven izziv za inženirje je uravnoteženost vseh lastnosti na visoki ravni. In najbolj uravnotežene pnevmatike oziroma takšne, ki dosežejo čim boljši rezultat pri vseh merilih, dobijo tudi najboljšo skupno oceno. A najboljša skupna ocena ne bo edino merilo, po katerem vozniki izberate pnevmatike zase. Dobro razmislite o svojih voznih navadah, poteh in potrebah. Če ste na primer po zimi pogosto na mokrih avtocestah, se ozrite po pnevmatiki, ki je dobra na mokrem in dobro odvaja vodo izpod tekalne površine. Če se po zimi veliko vozite po zasneženih gorskih cestah, poiščite pnevmatiko, ki je dobra v snegu in ledu. Če vam je bolj pomembna čim manjša obraba, v podrobni tabeli rezultatov hitro najdete tudi takšno. Skratka, izberite pnevmatiko, ki odgovarja vam. Izbere je več kot dovolj.